Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Živijo, jaz sem Kaja in danes se nahajam na kmetiji Mlinar v Tuhinjski dolini. Prišla sem na obisk k Roku, da kaj izvem o njem in o njegovi kmetiji. Rok, lepo pozdravljen v moji družbi, kako si? Lepo zdrav, je v redu, nič hudega nam ni, vreme se je naredil, del se je začel od zunaj na travnikih, še malo počakamo, pa se je še manj začel, ko malo sneg še pobere, tako da bo kar, če bomo zdrav, bo kar v redu. Pestro. Tako. Predvidevam, da si danes že zelo zgodaj vstal. Kaj si že vse postoril? V bistvu pripravil sem malo, da bom lahko dan štartal, ker jim pa še sjat, pa rihtati, tako da pa v hlevu malo, to da jutraj napravila. Po domače se pri vas reče na kmetiji Mlinar. Je to ime naključno ali ste včasih res imeli pri vas mlin? Ja, ampak to je še pred mojim štetjem. Tako kot večina ali pa veliko hiš tukaj v naš dolin, ki je zahrabnama, so domače imena pri Mlinarji, tako da tudi, kar smo se pač jaz in starši pogovarjali, smo imeli tudi mlin včasih. Od začetka so še imeli tudi za druge, potem pa bolj ne sam za sebe, ampak za druge so nehali mleti že skoraj 60-65 let nazaj. Smo imeli pa tudi žaho, tako da so tudi za druge žahali, potem so sam za sebe še žahali, pok so pa 93 hlev devali, so pa žaho pa malo na vse podrli, pa ta staro hišo, da so pa na tisti mest štalo postavili. So se pa predniki prej že tudi iz trgovine ukvarjali med vojno, mislim. Tako da raznolike stvari malo so se devale. S čim se pa danes vse ukvarjate? Katere vse dejavnosti imate na kmetiji? Prioriteta v bistvu je reja telic. Pred parom letom sem zaključil iz molžo krav molznic, sem se preusmeril na telice, tako da od začetka sem še nekaj telic redil za naprej za pleme, pa sem pa to zaključil, da je pa sam za meso. In tukaj eno pelem k klavnico, da zakole in me predelavo in vse zrihta, tako da to po tržem lahko doma, imam tudi registriran, pa vse, tako da je še to ena dodatna stvar zraven. Ukvarjam se tudi z gozdarstvom, predelava drv, ker je od stanku pa tega, da imamo sekance, pa terme snovik zvozimo. Drva vozim pa v bistvu sam privat strankam, pa neki firmam, zdravstvenim domovom, tako da je širok spekter strank. Ukvarjam se tudi z usluham kmetijskim, tako da te stvari tudi okoli malo devam pa rihtam, tako da deva ne zmanjka. Ti si že pri 22 letih postal prevzemnik kmetije. A je bila takrat zate to zelo velika odgovornost? Ja pa ne. V bistvu mi smo itak že precej skupno delovali, tako da v bistvu se pri teh letih ni velika razlika poznala, razen kar sem se mogel na papirje podpisovati, da smo pa itak že odprej rihtali, tako da ni bil tak velik problem, se je kar. Pa v bistvu če to rad delaš, pa če od majhnega s tem rasteš, ni problem. Sam si pa tudi zelo zagrižen gozdar. Kje si dobil to veselje do dela v gozdu, do dela z lesom? Ja, v bistvu od majhnega, jaz sem, čisto kot majhen ne zaradi varnosti, ampak kakor sem enkrat toliko velik bil, ali pa sem pač pomagal ta prvo kakšne veje na kup metati, hosto pospravljati, potem sem že s traktorjem kaj delal, po pri 19 sem šel pa v Postojno, pa sem dol tečaje delal za spravilo pa za sečno, tako da sem se dol, smo bili v bistvu, mislim, da en teden sečno in teden spravil, tako da sem dol kar precej izkušen dobil pa znajna, tako da pa vidiš malo, kako je treba prav delati in pa manj me veseli del, je pa to raznolik del, med letom ali pa to je košnja, po zimke pa košnje ni pa teh stvari, pa les sem se že jesen dam navozim,
potem pa čez zimo uražaham, scepam, pa drva kraj zložim, tako da je v bistvu cel let sedel zapomnil. Pa sem pa tudi par let nazaj sem šel pa še MPK delati, tako da sem zdaj še nacionalno poklicno kvalifikacijo imam, tako da v bistvu sem tudi dopolnilno dejavnost prvo zasečno pa spravil, tako da če kakšen od soseda ali pa kakorkoli da brabo, pa da imam slučajno viška cajta, grem lahko tudi kakšen kubik odsekati pa pospraviti. Hodil si pa na kmetijsko šolo. Slišala sem, da imaš veliko izkušenj prakse, pa tudi iz tujine. Kje si vse bil in kaj si vse počel, se naučil? Res je, hodil sem v Strahinj, v bistvu začetka je še biotehniška šola, BTŠ, potem se pa biotehnični center Naklo preimenoval. V prvem letu, ko sem bil gor, smo se preselili v čisto novo šolo. Tako da v bistvu sem 4-leten program naredil kmetijsko-podjetniški tehnik. Ko sem pa to zaključil, sem se pa vpisal, pa hodil še na višjo šolo, tudi v Strahinj 2-leten faks. Prek faksa smo šli pa, je bil projekt Erasmus in smo imeli predavanja, smo se pogovarjali, pa ta zadnji dan za oddajo prijav. Pa itak je bilo to že proti večeru, smo imeli zvečer predavanje, pa smo se pogovarjali tam iz kolegija, gremo, prijavljen še ni bil noben. Pa smo pa hitro z računalnikom natisnili prijavnice dol, spisali, pisarno pod vrata vrgli, drugi dan so v referat prišli, da so prijave imeli pravočasno. Jaz sem se vpisal ali pa prijavil, sem šel v Avstrijo in kolegi so šli v Nemčijo, v Francijo, mislim, da je šel na Finsko, Nizozemsko, tako da smo bili kar precej razmetani. Jaz sem v Avstriji bil v prvem letu na 2 kmetijah, na en za 3 tedne, na en za 14 dni. Pa sem šel še v drugem letu spet na eno isto kmetijo, mislim, da za 14 dni, pa 14 dni še na eno drugo novo kmetijo. Pa še pok sem faks zaključil, smo nehali hoditi gor, sem imel še klice od teh kmetij, da sem še neparkrat gor šel pomagati jim, pa še en sošolca še gor, da so bile kakšne konice, da sem jim pomagal. Včasih je pa še malo cajta, da se to ne izide več, smo pa še včasih kar v stikah, na kakšen sejmu ali pa prek interneta. Gremo pa tudi, po koroni ne, pred korono smo šli pa kar enkrat ali pa 2-krat na let gor. Tudi kakšne izlete sem vodil gor, tako da smo tudi te kmetije šli prek ali govedorejskega društva ali pa prek tukaj, ko smo šli v Celovce in kmetijski sejem, smo pa še kakšno kmetijo spotoma pogledali. A pa si opazil kakšne razlike, naprimer med Slovenijo pa Avstrijo, to predvsem mislim o delu, o njihovem mišljenju nasploh o kmetijstvu, a se kje razlikuje? A ti je bilo gor boljš, a ti je doma boljš delati? V bistvu sem izbral take kmetije, da sem lahko slovensko govoril, so bile v bližini Celovca, pa tudi približno isto velike, ki je naša. Zato, ker je podnebje približno isto, pogoji dosti podobni in se ne vem, kakšna stvar novo odnesel ali pa naučil vse za doma. Je pa ta prva stvar ali pa ena glavnih, ki me oči padla, prej sem bil, ki je imel nov hlev, naprej pa se v Sloveniji začeli pogovarjati, kje dobiti dokumente, kakšne papirje skupaj spraviti, može štalo narejeno. Vse uradno. Gor to hitreje papirje pa dovoljenje dobu za kompletno objekta. Ko pa tukaj lik začeli se pogovarjati, na kjera vrata je treba potrkati za kakšno dovoljenje. Slišala sem pa tudi, da si sodeloval pri velikih razstavah krav. Zdaj pa mene zanima, kako to poteka. A lahko rečeva, da je to v bistvu neke vrste modna revija za krave? Res je to, ja. V okviru Društva mladih rejcev smo na Grmu, v bistvu ta zveza, to društvo organizira na Grmu razne tečaje, tako da dobimo nacionalno isto kvalifikacijo, tako da uradno lahko tudi to delamo, da smo izobraženi, pa prakso, da smo pridobili, tako da smo dol šli, da smo te tečaje opravili. Potem smo pa pripravljali logovedo za razstave po Sloveniji,
pa tudi po tujini smo hodili okoli. Smo pa tukaj tako, krave ali pa telice je treba ta prvo preštimati. V bistvu ta prvo je treba sploh izbrati, ampak to ima selekcionišč čez, kjera gre na razstavo, kjera ima take podatke, da je zanimiva ali pa da malo izstopa ven. Pa smo pa mi to kravo ali pač telico, kakorkoli, je treba na prave hibe navaditi, tako da je treba precej strenirati, da te uboga. Pa so pa tudi strižene razne različne višine, kateri predeli, s katero višino postrižiti, obriti. Treba je vse pred malo oprati, da ni kakšne umazanije na dlak gor, ali pa če je, da se do ta cajt že dlaka malo nazaj zarase, tako da je kar zanimiv del. Cel lepotni postopek. Ja, kar. Pa tudi s fenom smo jo sušili. Prali, rihtali, šamponirali s fenom, tako da zanimiva zadeva. Vidim, da imaš tudi ogromno strojev okrog hiše. Predstavljam si, da moraš tudi kaj sam popraviti, pošraufati. Ja, sem pa kakšno malenkost, da reče pa zdaj tehnika že toliko naprej, da prav veliko sam ne moreš popravljati. Tudi časovno se me nashaja, pa tudi zdaj na lih nimam od elektronke toliko, da bi to lahko popravilo. Kakšna manjša zadeva pa je. Vse pa najde kakšen stroj na kmetiji. Pred kratkim so pa pri tebi snemali tudi video iz slovenskega podjetja Tajfun, ki ima predvsem veliko strojev za gozdarstvo. Že dolgo sodeluješ z njimi? Ja, v bistvu starša sta že kpiva prej ten stroj od Tajfuna, en cepivc, potem sta Vitel kpiva, pok sem pa jaz prevzel, sem pa itak začel to malo bolj posodabljati, čeprav sta že naša dva tudi precej deleč kmetijo pripeljala. Jaz sem tako narejen, da če sem z eno firmo ali pa trgovcem zadovoljen, pa pri tistem načeloma ostanem, dokler ni kakšnih problemov. Tako da tudi pri Tajfunu sem zadovoljen in sem pri Tajfunu ostal. Vitel je nabavljal in sem pač posodabljal pa rihto, potem pa tudi prikolico, tako da tudi, pa v bistvu vse okej, se tudi pri traktorjih sem v bistvu na eni znamki, da imaš enega serviserja, da imaš ene filtre, eno olje, pa tudi ceneno linijo imam od enega proizvajalca samo. Pa kar se tiče voznega programa, kar Tajfun nima, imam pa tudi na primer od Lancma na kompletu vse, tako da nisem tako, da bi zdaj za 200 € skakal med eno in drugo firmo. Sem pa, če se enega držim, pa če sem zadovoljen, sem pri tisti firmi. Je to? Ja. Imaš pa tudi 3 brate pa eno sestro. Se dobro razumete med sabo? Ja, res je, drži. Smo 5-članska družina. V bistvu sem jaz najmlajši. Starejši brat je 17 let starej od mene. Pa smo pa vmes nekako dosti enakomerno razporejen. Smo pa v bistvu edina sestra, je 50 km od doma se dom naredila. Bratje so pa v bistvu vse trije na dosegu roke. Se pravi, jih pokličeš, kadar jih rabiš, pa pridejo pomagati? Ja, to je pa za druga stvar, ne. Ja, včasih, ko smo bili še manjši, ali pa so bili, zdaj imajo pa itak svoje podjetja, svoj del, tako da časovno se jim nashaja, bo včasih dobro, če še jaz smo pomagati jim šel. Prej tjak smo bili pa majhen, pa ja, ni bil noben problem, so prišli tudi, dokler niso bili še toliko svoje službe opet, so prišli v večjih konicah ali pa to isto dan pomagati pa rihtati. Če prej pa itak, brata sta starejša, ko se je hlev delal, sta pa skozi zraven sta deva pa rihtava, ko se je radil, tako da so vse kar precej prinesli k naš domačin. Kaj pa prosti čas? Si ga lahko pri vsem tem delu sploh kaj vzameš? Ja, je, prosti čas se najde. Prosti čas tudi, ko je, grem kakšno pomagati, kakšno stvar narediti. No, se mi je zdelo, da je tako, ja. Tukaj enemu pomagam, ko baliramo, povijam zadaj, en ima gradbeništvo, če mu kakšen strojnik manjka, grem kademo pomagati. Še pa enemu tudi pomagam, vmes kman cajt, tako da prosti cajt se najde. No, kaj pa takrat, ko pa ni dela, kaj pa takrat rad počneš? Hodiš v hribe? Ja, z eno ekipo smo kar precej hodili zadnja leta v hribe, v oratorijsko v bistvu.
Včasih smo skupaj na oratorij hodili in smo se s tem še toliko naprej povezali pa družili, tako da smo precej po hribah hodili. Čeprav zdaj zadnja par leta precej lažji, ker prej smo imeli še molzence, je bil problem, večji problem, a ne. Zdaj k mantelice še vseeno lažje, kdaj kakšno uro ali pa kakšen dan manjkam doma. Kaj pa ljubezen? Si že našel kakšno punco, ki bi ti prišla malo pomagati? Smo še v pridobivanju, še v iskanju. Zaenkrat še nič, no. Bo. Ja, fajn bo. Fajn bo, ja. Imam pa tudi neke skrivne vire, da rad sodeluješ v kulturnem društvu. Si rad na odru, imaš rad igro, rad igraš. Ja, v obdobju v bistvu srednje šole sem kar, kot sem že prej rekel, jaz sem bil dolga leta pri oratoriju precej aktiven in smo imeli tam vsak dan eno igro za otroke, sicer krajšo, ampak se bo isto treba zadevo naučiti. Pa to sem kar, mislim, da skoraj 8 let igral, sem bil na odru, pač, kar se oratorijskega zadeve tiče, pa tudi prek kulturnega društva Laze, v bistvu Tuhinno, sem tudi pri parah igrah sodeloval pa zraven bil. Tako da ja, včasih, ko bomo več cajta, sem bil večkrat na odru. Zdaj grem pa z veseljem pod oder, pa jih malo pogledam. Ker vem, da je to kar precej dela, da eno igro skupaj spraviš. Kot si sam rekel, si bil tudi zelo aktiven pri oratoriju. Se rad ukvarjaš z otroki? Te je to veselilo? Moj brat pa sestra, mlajša dva, ne, sicer sta starejša od mene, ampak sta tudi hodila že tudi na oratorij, sta bila animatorja in sem prek tega se vpeljal to stvar, pa sestrična je bila tudi animatorka. Tako da je precej močen oratorij tukaj pri nas v Šmartnem zraven, ne, sosednja župnija. Tako da sem takoj, kakor sem bil prvoletnik srednje šole, prej sem bil udeleženec, sploh sem bil po prvem letniku, sem pa animatorjem prestopil, pa sem bil pa mislim, da 10-12 let pri animatorjih aktiven. Imamo tudi, v bistvu smo imeli ali pa imamo animator zbor tudi, tako da tudi na porokah ali od animatorjev ali pa od drugih, ki jih ali pa nas prosijo, gremo tudi tako, da se zapoje po štima. Ja, tukaj mi smo imeli čez skoraj 150-160 otrok na oratoriju. Tako da to je kar precej velika odgovornost. Sled, ko sem bil voditelj oratorija, smo imeli, mislim, s kolegico smo imeli okoli 40 animatorjev čez, da smo to zadevo izpeljali, tako da to je kar precej velika pa odgovorna stvar. Je pa luštno, zanimivo pač, v bistvu popestri ali pa, ko bi rekel, izpopolni pač eno vrednost, ti da še eno dodatno izkušnjo ta zadeva. Pa je še zdaj tukaj veliko otrok na oratoriju? Ja, zdaj sicer smo dali omejitev, zato ko smo videli, da če je preveč udeležencev, imamo precej probleme, pa so še na večjih lokacijah se dogajajo aktivnosti in je še glavna cesta vmes in je zadeva majčkeno bolj nevarna, tako da se je zadeva dava ena omejitev in zdaj, ko grejo prijave ven, so enemu dnevu, pol dneva, ne vem, sicer koliko imajo zdaj 120-130, koliko imajo maksimum, to spremljajo skozi. Včasih smo imeli prmaž, eno nedeljo, 2 nedelje so se prijave zbirale, zdaj, ki je pa omejitev, je pa to prek, mislim, da imajo nekaj prek spleta, kako imajo v glavnem in je takoj polno. Zato, ker starši vidijo, da je za otroke to zanimiva zadeva, pa poučna. Zdaj pa, če se malo obrneva še na Zvezo podeželske mladine, kdaj si ti postal član? Član sem jaz postal, to se pravi 5 let nazaj, 2018, sem šel prve iz tukaj z enim kolegi iz naše doline na izlet. Smo se pa malo pogovarjali in smo se potem podeželsko društvo Kranj Tržič
popisali, sicer okej, tukaj je 40 km stran, ni lih toliko blizu, ampak v našem koncu drugega društva ni. Sem pa itak na Gorenjsko precej, ali imam navezan ali pa povezave, imam itak zaradi šole, a ne, precej poznanega gor, tako da sem se zaradi tega odločil, da se v to društvo vpišem. Pa sem itak par občnih zborov, izleti, lansko leto so bile kmečke državne igre, gor sem pomagal pa rihtal, tako da letos imajo mladi in kmetijstvo, a ne. Pač dela tudi tako, da se kar dogaja, no. Zdaj letos praznujete tudi 30 let delovanja. Kater tvoj najljubši spomin na zvezo bi izpostavil? Da so bile to kakšne igre, kakšen izlet, kaj drugega? V bistvu meni je to pač veliko pomeni, ali pa da se družimo isto misleči ljudje, skupaj kmeti, mladi kmeti, da skupaj pridemo, da rečem prav poseben dogodek, težko dela. Smo imeli lansko leto precej dela po organizacije iz državnim kmečkim igram, ampak dokler nisi pri en tak stvar malo bolj zraven, ne veš, koliko dela to za sabo potegne. Tako da to je kar, je bil pa luštna, koliko smo nazaj pogledali, luštna zadeva, no. Lušten dogodek. Se je pa kar dogajalo, ja. Veliko hodiš pa tudi na kmetijske sejme, kaj pa tam, tudi kaj predstavljaš ali kaj tam počneš? Ja, okej, zdaj moramo pomagati, tako da na pol službeno malo hodim pomagati tudi. Da reč pa itak, mene že od majhnega tehnika, kmetijska mehanizacija zanima. Čeprav včasih bo to še bolj zanimivo, ker ni bilo toliko spleta pa tega, šel na sejem, se videl nove stroje, nove stvari. Zdaj pa v bistvu stroj napreden na nov ven pride, je že takoj na internetu in že gor zasledim novosti. Tako da na sejem grem zdaj bolj, ne samo zaradi druženja, da pridem s kolegi, s generacijami, iz šole, s podeželske, da se srečamo, da kakšno rečemo. Tako da tudi če res za cel dan na sejem, še ni nujno, da cel sejem vidiš. Ker je toliko poznanih in ne prideš skozi. Tako. Je treba malo dopusta se vzeti, pa in ne 2 dni na sejem, če češ celega videti. Zdaj za konec, Rok, te pa prosim, da dopolniš naslednje stavke. Kmet je biti lepo, ker si lahko sam razporejaš čas, delaš v naravi, spremljaš naravo, kako rase. Luštna zadeva, v glavnem. Dokler ne probaš, ne veš. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Si od majhnega skozi pri delu s starši, spremljaš razvoj kmetije, kako se stvari dogajajo, kako narava cveti, jesen, ko začne listje dol padati, spremljaš cikluse, kako se to od majhnega že kompleta ne spremljaš zadeve, kako se dogajajo pa odvijajo. Rad delam v gozdu, ker? Nekako se v gozdu stvari, ostale skrbi, daš na drug tir, se posvetiš temu delu, zato je precej nevarno in se moraš precej osredotočiti in možgane tudi malo razbremeniš. Imam najboljša drva, saj? Le dobro gorijo. Dobro gorijo, pa parkrat nas pohrejo, napreden do stranke pridejo. Rok, hvala za tako prijeten klepet in sprejem na tvoji kmetiji. Jaz ti želim veliko uspeha, predvsem pa, da boš s takšno voljo in s takšnim zagonom delal še naprej. Ja, hvala lepa, se bomo trudili. Bom trudil, da bo šlo tako še naprej.